Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Zdaj, če bi kar začela, Ana, se pravi, verjamem, da te vsi tukaj dosti dobro poznajo, pa če slučajno kdo ne pozna, si voditelj enega najbolj znanih slovenskih podcastov, zdaj tudi avtor zadnje izdaje tvoje vroče knjige, Ideja. Bil si tudi dvakrat mladi kreativec leta, dobil si 2 nagradi Websi, eno Netko, pa še eno zlato nagrado Digit. Za tistega mogoče ne vejo, kaj je to so pač v bistvu zelo priznane nagrade v svetu digitala. Ja. Tako. Zdaj pa bi se mogoče kar vrnila, ker se mi zdi zelo tak, glede na tematike, ki jih pokrivaš v svojem podcastu, zelo vedoželjna. Klemnova vedoželjnost, ki je bil najstnik. A je bila ista? Kaj so te zanimale neke stvari? Ja, v bistvu najprej hvala za povabilo. Eno opravičilo glede mojega glasu, tako da upam, da boste zdržali čez to, pa da bom jaz zdržal čez to, ampak nisem 100% operativen. Auditorno, ampak sem se vedno rad odzval tem povabilom, ki se dogajajo tukaj na Kardeljevi ploščadi, ker imam ful lepih spominov na ta konec Ljubljane. Tudi sam sem tukaj študiral, lahko prijeva na ta del mojega življenja, ampak vedoželjnost, ali pa, lahko bi rekel, radovednost, ja, me je spremljala celo življenje, pa ne samo kot najstnika, ampak tudi kot otroka pred osnovno šolo, recimo. Jaz se spomnim, takrat sem odraščal v svetu, kjer interneta še ni bilo, oziroma ni bil dostopen na dlani, tako da si mogel iti v knjižnico, če si hotel kaj pobrskati po internetu. Sem se pa takrat nekako zaljubil v knjige. Jaz v bistvu izhajam iz družine, ki je, lahko bi rekel, delavski razred bila. Oče je precej menjaval služb, deluje v avtomontaži, tam v Šiški so v bistvu popravljali LPP avtobuse. Mama je pa celo življenje delala na okencu od pošte. In jaz nikakor nisem mogel te svoje radovednosti doma zadovoljiti, in ko sem odkril knjižnice, takrat sem jih odprl en nov svet in spomnim se, da je tisti Klemen večkrat padel v neke take rabbit hole, se reče, se pravi neke zajčje luknje enih random tematik. Spomnim se, da so bili to tudi recimo papagaji. Čisto random sem nekako se zaljubil v to tematiko, šel v knjižnico, knjižničarko vprašal, če imajo kakšno knjigo na to temo. Imeli so eno in to sem si jaz posojal vedno znova in znova, pa nekako jo podaljševal in se na pamet naučil vse vrste papagajev. Tako da pol, ko je internet vstopil v naša doma, recimo v naša vrata, pa se mi je pa res svet odprl. Res. In tako, da imaš dostop do katerekoli tematike, ki te zanima in to globoko greš lahko, da ne boš do konca prišel. To se mi je zdela taka neverjetna ideja, ki danes še vedno se mi zdi, da je nekako na svojem začetku, čeprav mislimo, da je internet neka razvita stvar ali pa da je že v odrasli dobi. Jaz mislim, da je to šele začetek začetka. Z vidika tega, kako spreminja našo družbo in kako daje neko možnost takim, ki so podobni meni, ki imajo to radovednost, ki ne morejo potešiti, tam pa jo lahko do konca pač izživijo. Pa boš rekel, da si se zaradi tega pol najdel v digitalu? Se pravi, ker si potem iz nekih knjig prišel tu na internet in si pač so ti odprle se možnosti brez meja, si zaradi tega najdel nekako? Ja, jaz bi to absolutno rekel ja, in zato sem nekako zaljubljen v tehnologijo in sem na tej strani ljudi, ki so precej optimistični glede razvoja civilizacije pa človeštva. Čeprav danes veliko poslušamo o teh negativnih eksternalijah ali pa negativnih efektih tehnologije, jaz sem vedno bolj na strani tega, da vidim vse te možnosti, ki prihajajo do vseh ljudi, pa ne samo v Sloveniji. Zdaj se to razširja po celem svetu, ali pa
če sem jaz, ki sem bil mlajši, poslušal o Afriki, pa kako nimajo možnosti, pa kako ni čiste vode, pa nimajo niti za jesne, danes imajo pač Android telefone za $20 in s tem imajo dostop do vsega znanja človeške zgodovine. Ne. Mislim, ta ideja je toliko močna in se mi zdi, da se premalo o njej pogovarjamo. Ne. Da se preveč pogovarjamo o teh negativnih aspektih tehnologije. Prav je, da se tudi o negativnih, da vemo, kje so tveganja, ampak tako, če nek povzetek ali pa črto potegnemo, se mi zdi, da je ta razvoj prinesel več dobrega, kot slabega. Zdaj, če smo že pri tehnologiji, ne, sam si zelo velik navdušenec umetne inteligence, tudi z kolegom Andrejem razvijata, se pravi, sta nadgradila njegov Astro, zdaj v Astro AI. Pa dajmo pol neke prednosti, ki jih ti vidiš v umetni inteligenci, povedati, da nismo samo na neki negativni strani. Ja, koliko od vas pozna Andreja Škrabo? Okay. Vsi. Matematika. Ne, ker je rešil Ritija, ne. Ampak ja, ta projekt, ne, midva z Andrejem smo se tukaj spoznala na teh klopcah pred ekonomsko fakulteto. In ne vem, to je bilo že predtem, preden je Astro ustvaril in videl sem v njegovih očeh, da je malo drugačen tip, kakor so ostali tipi, ki jih spoznavaš tako na ekonomski. Nisem videl te pasivnosti, videl sem neko tako ostrino, pa ne vem, visok IQ, no, ne vem, to sem takoj videl. Ta tip se pač ne zajebava, ne, to je real deal, ne. Pa je naredil razlage mikroekonomije in se je to razširilo tukaj po ekonomski fakulteti. In potem se je odločil, da se bo za 1 let pa pol zaprl v svojo sobo in posnel 2500 matematičnih video razlag. In ne vem, malo ljudi je sposobnih tazga fokusa, tazga deep worka, tazga flowa. Pa vem, da takrat ni imel tako full casha, jedel je, mislim, tako, živel je res zelo enostavno. In naredil je ta projekt Astra.si. To je, mislim, da že 25 milijonov ogledov bilo na teh videih, a ne. In jaz sem mu vedno hotel pri tem projektu malo pomagati, ne. Pa sva prenovila recimo spletno stran, pa sva se malo pogovarjala, kako bi to spremenili v nek projekt, ki bi lahko njega podprl. Začeli smo z nekimi donacijami, ki v bistvu se je mogoče nabral za neke počitnice za njega enkrat na leto, ne. Ni bilo toliko tega, ne, finančno. Potem so bila tukaj neke opcije sponzorstev, da bi neka podjetja podprla ta projekt, ampak njemu se zares nikoli ni zdelo to prava pot. No in potem je lani oktobra prišel ven GPT 3.5, pa pol kasneje GPT 4, pa ChatGPT interfejs, ne. No in jaz, ko sem to videl, pa malo probavil za svoje use case, mi je takoj na pamet prišla ta use case, da bi lahko bil to inštruktor za določene predmete, ne. In ker poznam Andreja, pa njegov Astra projekt, pa ker sva že prej sodelovala, sem jaz njemu pisal in sem rekel, a bi midva naredila AI inštruktorja matematike, ne. In Andrej je rekel, jaz ne morem, jaz se zdaj ukvarjam s tem startupom, nimam časa, tako da odgovor je ne. In jaz sem ta odgovor začasno sprejel. In potem sem se pa enkrat savnil, pa tako razmišljam, pa tako, sej, jaz Andreja sploh ne rabim za to. On mi mora samo dati dovoljenje, da jaz Astra brand uporabim, pa vse lahko jaz naredim, pa vse lahko jaz financiram, njemu pa ponudim 50% tega, ne. In jaz mu napišem ta predlog in on reče, ok, lahko, ne. No in jaz berem developersko ekipo, ocenimo nek strošek razvoja, ki je bil kar precejšen, ker je bilo toliko neznank v tem. In sem rekel, a bi lahko naredili nek demo prvo, da vidimo mi sploh, če to deluje. In oni so naredili ta demo in midva z Andrejem to gledava in sva čisto navdušena, ne, na tem. Tako, jaz sem celo življenje imel probleme z matematiko. Nisi gledal Astre? Ni bilo Astre.
Ni bilo Astre. Jaz sem takrat, ko sem se tukaj šolal, pa je bilo treba mikroekonomijo narediti, pa matematiko v prvem letniku, sem Khan Academy uporabljal. Da sem šel v bistvu vse za nazaj, ker jaz izhajam iz srednje zdravstvene šole in mi odvodov sploh nismo jemali. Ne. Jaz sem pa sem prišel, prva ura vaj za mikroekonomijo, reče ta pač asistent, gremo samo malo ponoviti to, kar ste obravnavali v srednji šoli, v gimnaziji, ne? In kar kliče gor na tablo in vsi rešujejo te odvode. Jaz ko sploh ne vem, kaj to pomeni, odvod. Ne? In to je bil full depresiv teden zame, ker sem mislil, ni šans, da jaz izdelam ta faksa. Ne? No in takrat sem se spet s pomočjo interneta, Khan Academyja, imel sem ta slovar slovenskih pa angleških matematičnih izrazov in sem se pač naučil to, da sem lahko izdelal. Ne? Ampak, ko sem jaz to Astra AI demo videl, ne, sem prvo videl malega Klemna, koliko bi mu to pomagal pri samozavesti, recimo. Ne. Ja, rekel bi, da tako, da ko sem šel čez osnovno šolo, srednjo šolo, pa te težave, ki sem imel pri matematiki, ne, da sem se zaradi tega počutil tako malo manj pametnega od ostalih. Ne. In to se mi zdi ful škoda, da ima katerikoli mlad posameznik tako mnenje o sebi, ker lahko se ta samozavest ali pa pomanjkanje samozavesti zelo hitro prenese v odraslo dobo in to je velik tovor, ki ga nosiš, ki je ponovadi iluzija. Ne? Tako da vizija s tem projektom, vsaj zame, pa veliko se z Andrejem pogovarjava, je, da bi v bistvu, tako če dam eno primerjavo, recimo Elon Musk je najbogatejši človek na svetu in on uporablja nek določen telefon, ne? iPhone recimo 15. In jaz, ki sem, ne vem, milijonkrat ali pa še večkrat revnejši od njega ali pa imam manj sredstev, imam isti telefon. Ne? Se pravi, razvoj tehnologije je v bistvu zaprl ta gap med najbogatejšim slojem pa srednjim ali pa najnižjim slojem. Ne? In jaz imam vizijo, da bi tudi za izobraževanje naredili ta efekt, da ne glede na to, koliko ima tvoj foter ali pa koliko ima tvoja družina sredstev, da ti ne moreš dobiti boljšega izobraževanja, kakor ga lahko dobi nekdo, ki se rodi v Nigeriji, recimo. Ne? Tako da to je nekako vizija in jaz mislim, da umetna inteligenca je neka taka pot, da bo vsak imel teliranega tutorja individualno, ki se prilagaja za njega, za njegova zanimanja, za njegovo stopnjo razumevanja in da je to zastonj, tako kot je voda iz pipe, zastonj. Tako da to je nekakšna vizija. Jaz upam vsekakor, da nekako se ta vizija uresniči, ker bi prinesla seveda veliko dodano vrednost, kot si rekel, za neke ljudi, ki so v nekih državah mogoče z manjšimi opcijami, kot jih imamo recimo tukaj pri nam v Sloveniji. Zdaj pa večkrat si zdaj omenil ekonomsko fakulteto. Ja. Tukaj so večinoma študenti ekonomske fakultete. Kak je bila tvoja pot, se pravi? Pa dajmo tako, vem, da si predčasno zaključil ekonomsko fakulteto. Kaj ti je pa tisto, kar ti je ostalo nekako v najboljšem spominu, ali pa kakšna vrata ti je odprla, že sam to, da si se vpisal sem na študij? Ja, zdaj, kar rečeš predčasno zaključil, to ne pomeni, da sem preskakoval razrede. Ne? To pomeni, da nisem zaključil. Točno to, kar sem opisal glede zgodbe mene pa Andreja. A ne? Jaz mislim, da najvišji na hierarhijo bi dal, da sem se povezal z ljudmi, s katerimi sem še danes povezan in to se nikakor ne bi zgodilo, če ne bi šel v eno tako institucijo, kot je recimo ekonomska fakulteta. Pa recimo Alen Falič, pa pač cela ta generacija, ki smo bili skupaj. Še danes ali pa celo mojo kariero sem sodeloval z njimi poslovno, zasebno smo prijatelji, zanimajo nas podobne stvari, tako da to bi dal v sam vrh. Ne? Tako da, če bi še enkrat šel s časovnim strojem nazaj, bi se še enkrat vpisal, ampak ne bi zaključil. Se pravi, tako, kot se je zgodilo, se mi zdi, da je bilo perfekt, ker sem dobil najboljše stvari. Ne? Naredil sem prvi letnik, naredil sem drugi letnik, dobil sem neke te osnove ekonomskega pogleda na svet, ki se mi zdi, da je ful uporaben. Dobil sem poznanstva,
Dobil sem neka frača je bila to, ki me je pol odstrelila naprej v biznis, ampak vrednosti v papirju, diplomi pa nisem videl za svoj primer, ne. Ker jaz sem se hitro pol začel ukvarjati z uporabniško izkušnjo, z dizajnom in takrat faksa za to smer sploh ni bilo, a ne. Tako da jaz sem mogel v bistvu pustiti šolanje, ker sem ogromno enega časa tukaj porabil, ki bi ga lahko porabil za dejanske projekte, a ne. In ko sem začel delati v pisarni, na realnih projektih, je šel moj razvoj na steroide, a ne. Tako da vedno, ko me tako vprašajo, a faks ja ali ne, to je v bistvu nemogoče odgovoriti, ker je toliko individualna stvar to. Mislim, lahko bi rekel, da nekako je zelo pomembno, kak input daš. Se pravi, jaz verjamem, da vsaka stvar ti prinese veliko enih možnosti. Pa a jih vidiš, če jih pa ne vidiš, mogoče jih vidiš kasneje, ne. A bi lahko rekel dan študentom, da pač naj se probajo čim več nekako povezovati, pa se pravi mrežiti z mogoče, ker mogoče njihov sošolc na desni strani danes ponekoč, ne vem, človek, ki mu bo lahko odprl še več vrat v poslovnem svetu, recimo. Ja, to se strinjam s tabo, absolutno, to je number one stvar. Druga stvar je pa, kako sem jaz začel gledati na svet med tekom šolanja, je, da recimo ta sistem, ki ga imamo, šolski, je pač kakršen je, ampak ti da neke take zelo jasne smernice ali pa alineje, kaj moraš narediti, da boš uspešen, da boš imel šolski uspeh, a ne. In jaz mislim, da svet ne deluje tako. A ne, ti, ko greš v realni svet, te alineje odpadejo, ali pa tisti ljudje, ki ti bojo dajali alineje, tega se moraš ful paziti. A ne, teh zelo jasnih, zelo ostrih nasvetov, kako moraš nekaj delati, a ne. Čim prej se je po moje dobro dati ven iz tega mindseta in v bistvu sam spremljati svet, ki se rapidno spreminja in ti biti čim bolj prilagodljiv temu, ne. In jaz mislim, da ta sistem, kakor je postavljen, te mal potiska ven iz tega razmišljanja, ne, ker dobiš jasno snov, dobiš jasne stvari in to se od tebe pričakuje in to moraš ti pol pokazati na nekem izpitu ali pa testu ali pa kolokviju, ne. Tako da ta iznajdljivost se mi zdi, da bo vedno bolj pomembna in tudi jaz, ko opažam pri svojih frendih ali pa poslovnih partnerjih ali pa ljudeh, ki bi jih tretirali kot uspešne, da imajo to iznajdljivost, nimajo toliko te poslušnosti, nimajo toliko te pridnosti, a ne. Ker celo šolanje v bistvu zelo visoko se daje to pridnost. In jaz sem bil zelo nepriden in zaradi tega sem mislil, da sem manj pameten. V bistvu pa je to ena drugačna karakteristika, ki ti pride izven šole ful prav, a ne. Tako da nisi toliko priden, ampak ne, da si tako nek posameznik brez odgovornosti, ampak da za vsako nepridnost sprejmeš popolno odgovornost ti, ne starš, ne država, ne institucija, v kateri si se šolil, ne država, ne politiki, a ne. To se mi zdi, da je en posameznik, ki zna prosperirati v 21. stoletju. Zdaj, ko si omenil vmes, v bistvu te pol odnesel pa v marketing, ne? Da si že v času študija v tem videl. Zdaj, na zadnje sem en podcast gledal, ko si razlagal, da si pa rad digitalni nomad. Zdaj mi povej, odkje ti je prišla ta ideja, zakaj si želel to probati, pa zakaj ravno Azija, ta neka iz cone udobja v cono neudobja, zakaj te je toliko privlačilo to? Ja, to zdaj ful dobro vse povezujeva, saj tako se meni zdi, ne vem, če oni tako spremljajo, ampak ta nepridnost, a ne, jaz mislim, da je izhajala iz tega, da imam zaradi svoje osebnosti ful visoko vrednoto svobode, a ne. In tisti posamezniki, ki imajo svobodo zelo visok, ful ne marajo avtoritet, ne marajo pravil, ne marajo delati tako po nekem kopitu, a ne, ki je začrtan. In jaz sem bil vedno takšen, ne. In enkrat sem šel, ne vem, v center, sem se dobil z enim biznis partnerjem, ki ga nisem videl že 3 leta. In sem mu rekel, kaj pa si ti zdaj delal, a ne, zadnje čase? Pa je rekel,
jaz zdaj sem bil pol leta na Baliju. Ne? Jaz sploh nisem vedel, kje na zemljevidu je Bali. A ne? Pa to mi je bilo čisto fascinantno, kako si ti bil 6 mesecev z doma. A si imel toliko našparan, a te kdo suportira? Preko ne, jaz v bistvu delam za eno podjetje iz UK-ja na računalniku in s parimi kolegi smo se za pol leta preselili na Bali. In temu movementu se reče digitalni nomadi. In jaz, ko sem prvič slišal ta izraz, ne, mislim, meni je bilo to tako, zaljubil sem se v ta izraz, v to idejo. In vse mi je bilo jasno, ne, tako, kam gre svet s to digitalizacijo, z tem, da ljudje delajo od doma. Pa to je bilo tako pred 10 leti. A ne. Takrat je bilo to drugačne. Zelo malo ljudi sem poznal, ki so lahko delali od doma. Ne. In pol je nekako ta bug ali pa ta feature prišel v mojo glavo in vse sem podredil temu, da jaz postanem digitalni nomad. Zbral sem si tako podjetje, ki je imelo sedež v San Franciscu. Za njih sem delal tukaj iz Slovenije. Potem sem pa CEO-ju rekel, jaz grem za 3 mesece v Azijo, a je vam to ok? Ja, rekel, ja, pa malo je časovni pas problem, ampak dajmo probati. No, in jaz sem pa kupil enosmerno karto in šel. Tako da to je bila ideja. V svet z računalnikom in... Ja, z backpackom, mislim, da sem bil drugič v življenju na avionu sploh. Nikoli nisem bil izven Evrope. In ja, kupil sem karto za Indonezijo, za Bali, ne. Ja, pa si imel tam kaj izmenjen, kak prostor ali ne? Mislim, imel sem za 5 dni rezervirano neko sobo. In jaz sem to tako zelo naivno sem se tega lotil in plačal sem za to naivnost. No. Ampak prišel sem tja na letališče in tam je tako, ne vem, enih 50 taksistov, ki te vab žica sep. In ne vem, jaz sem imel tak predsodek do teh držav, da to so sami skemi povsod. In vsak, ki me je govoril, sem rekel, to je skem. Jaz mimo njih hodim tam, ne vem, kako bom prišel do tega svojega prvega prenočišča. Ne? In še za sabo nisem vzel denarja, ker sem itak rekel, imam kartice s sabo, ampak imel sem debetne kartice s sabo, če si predstavljate. No in jaz na unem bankomatu probam pač nekaj narediti in ne dela nobena kartica. Se pravi, jaz sem brez keša na letališču, v Denpasarju, ne vem, kako bom prišel kamorkoli. Imel sem nekaj evrov, ki sem jih pol zamenil, glih dosti je bilo to. Kakšni so bili takrat občutki? Ta Ja, tvoja slabo. ideja je bila iz dobre v slabo ali kako? Ja, hiter je bilo tako, ok, to pa več ni heca, ne. Zdaj si pa videl sem, da sem otrok v bistvu, no. Takrat v bistvu cela ta iluzija hiter se podre, koliko bo to easy, pa koliko bo to sanjsko, nepripravljen prideš nekam in moraš plačevati za svojo nepripravljenost. Ne. Se pravi, moraš prevzeti odgovornost. In potem sem nekega taksista tam dobil, da me je dal na svoj motor, tako da sem bil odzadaj na motorju, me je pripeljal v to sobo, na kar zvem, ko pridem v sobo, da je naslednji dan nek verski praznik na Baliju, največji verski praznik, in da nihče ne sme ven na ulico. Se pravi, moraš biti v sobi. Tako da to je bil moj prvi dan na sanjskem Baliju. Smilil sem se sam sebi v tisti sobi, nisem imel za jesti. Tako, pač, fajn. Ampak no, če povzamemo zdaj iz tega prve, koliko časa si bil na Baliju? Mislim, da 1 mesec. Pa nek conclusion celega meseca. Je bilo vredno Ja, ful. testirati. Ne, Kaj si se naučil nekako pol zaradi tega? Ne, sej pol so se začele stvari dogajati tako zelo rapidno. Ne vem, vzel sem si tečaj surfanja, zjutraj sem malo surfal, šel na zajtrk, spoznal sem neke frende nove, ki so bili v istem kompleksu kakor moja soba, ki so tudi sami potovali, tako da smo spletli neka taka posebna prijateljstva. Delal sem, padel sem v rutino,
Pol so me tam policaji vsak dan ustavljali, ker so pač nategovali za podkupnino. A ne. Mislim, to je bilo tako, ne. Na Baliju, tisti, ki ste bili, veste, kakšna je to gužva na cestah z temi motorji. In tako jaz, nek čist bel Evropejc, z ruzakom, z majico, s čelado, lepo tako vozim ta svoj motor. Zraven mene na motorju 12-letnik, brez majice, brez čelade, s čikom, fura motor in policijska kontrola in mene ustavijo. In tako takih stvari in pol jaz sem cel keš nosil sabo v ruzaku in ko je rekel, koliko imaš keša sabo, pa jaz tako odprem in on tako vidi poln šop keša in valjda, da so se me privoščili. Tako da takih stvari je bilo, ne vem, 100, 200, ker sem se postopoma mogel učiti na svojih napakah, in s časoma mi je Ratval všeč. Pa nisem šel domov, pa sem šel pa po Aziji, ne vem, malo sem šel na Tajsko, malo na Filipine, tako da ta trip je trajal 6 mesecev, vse skupaj. Kaj bi lahko rekel, da neke te mreže, povezave, ki si jih ustvaril, koliko ti koristijo, pa koliko glede zdaj na to tudi ceniš, ker si izkusil ta nekih en mesec, ki je bil kar slab, ne? Pa od nastalih 6 mesecev potem naprej, ko si zdaj prišel pol nazaj v Slovenijo, kjer stvari si bolj cenil? Se ti ni zdelo toliko težko? Mogoče, če to sam malo se kle ustavim pri teh povezavah, ker imam eno ful dobro zgodbo, ki me je čist pahal v drugo smer. Zato podjetje iz San Francisca, ki sem jaz delal, jaz sem enkrat bil tam, delal sem en mesec na lokaciji in spoznal sem enega sodelavca, ki mi je pol pisal med tem, ko sem jaz na Tajskem bil. Ne? In je rekel, moj mentor ima podjetje v Pekingu na Kitajskem in išče enega UX dizajnerja. A bi tebe to zanimalo? Sem rekel, super, da me poveš. In me poveže s tem Erikom, on je bil Američan, ki je delal biznis na Kitajskem, še takrat, ne. In midva skočiva na klic in on tako, kje pa si ti, ne? Pa jaz tako, klele v Chiang Maju na Tajskem. Pa on tako, jaz sem bil tam pred 30 leti, ja, full fine. Čakaj, ti si v Chiang Maju. A bi ti prišel kar v Peking, zdaj? Pa jaz tako, ja, pridem. In treba je bilo v Malezijo, da sem šel na ambasado, sem si zrihtal vizo in tako z backpackom, s kratkimi majicami, s kratkimi hlačami grem jaz v Peking za en mesec živeti in delati za to podjetje. In ful je zanimivo, ker sem hotel reči za te povezave, koliko so random se zgodile. Zato, ker sem jaz bil tam, me je on povabil v Peking, zato, ker sem jaz prej delal za podjetje iz San Francisca, me je ta povezal. Tudi, to so vse take točke, ki jih je nemogoče planirati. A bi rekel, da je to sreča? Jaz bi rekel, da je, ja. Mislim, če tako vidiš, je to kaos vesolja, ki nagrajuje aktivne ljudi. In zdaj aktivni ljudje ponavadi v naši družbi so tisti, ki imajo cilje, ki so zelo jasni in zelo specifični in grejo proti tem ciljem. Ne. Jaz nikoli nisem imel tako specifičnih ciljev. Imel pa sem to, da sem skozi neki delu, aktiven sem bil. In aktivnim ljudem se take stvari pač sam dogajajo, to sem jaz opazil. In iz tega vidika je to sreča, ki te sreča. To si zdaj super povedal, ker ste jih v neki misli o cilju vprašati. Se pravi, zdaj bo itak... A ni to naslov? Kako je naslov? Od cilja, od iskrice v očeh. Tako, ja. Ja, mora biti eno vprašanje z tega. Se pravi, zdaj, valjda, kmalu bo novo leto, ponavadi si ljudje veliko dajemo nekih zaobljub, ciljev, kaj vse bojo dosegli v letu, ki prihaja. Ti sam si zdaj rekel, da ti nikoli nisi si nekih ciljev prav opisal. Vemo, da tukaj obstaja ful enih različnih pristopov, da si jih pišeš, pa da imaš, da ni predolg ta cilj, pa da imaš, neke manjše oporne točke, kako boš ta cilj izvedel. Ti pa kaj praviš, by flow, ali kako? Ja, zdaj tisti, ki podcast poslušajo, pa ki poslušajo dialog, tam imam enega frenda Janija in
Dosti ljudi reče, koliko so mi dva nasprotje v dojemanju tega, a je dobro postavljati cilje ali ne. Ampak jaz mislim, da nisva toliko različna v tem, ampak tako gledam. No. Recimo mi itak zaznavamo svet z našimi čutili, pa na koncu se skonstruira v naših možganih, rečemo. Ne. In imamo levo pa desno polovico. Ne. In ta leva polovica je zdajle zadnjih 200 let ful prevladovala. Se pravi, to analitično razmišljanje, ki cepi stvari med sabo. Se pravi, tudi čas cepi med sabo, pa tudi stvari. A ne? Se pravi, to sem jaz, to si ti. Ne čutimo se kot neka celota in to deluje, če hočeš funkcionirati ali pa biti uspešen v tem svetu, kakršen je zadnjih 200 let, vsaj na zahodu. Ne? No, ta drugi del, ne, ta desna polovica je pa malo bolj abstraktna, pa malo bolj več teže daje na čutenje, več teže daje na to, da vidiš, koliko je vse povezan. In če se na tiste točke osredotočim, ki sem jih prej omenil, ne, te točke bi bilo nemogoče načrtovati ali pa analitično probati skonstruirati, ampak vseeno je dobro, da imaš neke cilje, ki ti služijo kot kompas, da veš, v katero smer se premikati, ampak da nisi tukaj preveč trd v tem, da mogoče ne bo tako, kot si zamislil. Mogoče bo boljš. Mogoče ne bo še. Ne? Mogoče ne bo v tem času, kot si ga zadal. Ne? Tako da te dve polovici, ali pa Jani pa Klemen, ali pa kjerokoli dualnost hočemo vzeti, oboje je potrebno, po moje, za enega zdravega posameznika. Ker če si ti nek jogik, cel dan meditira, ja, valjda, mislim, boš imel težave, po moje, v tem svetu. In če si nek hardcore shark, nek biznismen, ki ne šteka, koliko je vse povezan, bo tudi slej ka prej prišlo do nekih težav, ali psiholoških, ali pa v medsebojnih odnosih, ali pa ne boš toliko zadovoljstva čutil, ko boš dosegel te cilje. Tako da zelo težko na kjerokoli to vprašanje odgovorim tako enoplastno ali pa specifično, tako da vedno je nek balans potreben. Tako da cilji ja, ampak da si ful mehak v tem. Se pravi, da ti služijo. Pač lahko rečemo tudi, recimo, da ni pa cilj zdaj abnormalno visok. A mislim, ali je lahko? Recimo, da si jaz rečem, zdaj pa je sredil pa, ne vem, čez 10 let pa predsednik države. Je to možno? Ja, jaz mislim, da je dobro, da so cilji čim višji, če si sposoben imeti mehkobo v tem, da mogoče se ne bojo v taki meri izpolnili. Se pravi, nekako bi rekel, cilji brez pričakovanj, a veš, nekaj tazga, ne? Se pravi, da res služi samo kot smer. Ampak, kolikor jaz opažam mlade ali pa tudi svoje vrstnike, ponovadi ni tako. Ne? Ponovadi je tako cilj, v kateri je zapečena moja želja, moja sreča, moje zadovoljstvo, moj pogled nase, a sem dovolj dober ali nisem. In če ne bom do 22. leta furil Bugatija, sem nekaj narobe naredil v življenju. Ne? To se mi zdi toksično. Ne? Tukaj bi lahko rekla pa v bistvu, da je to pa pripomore dosti, kak je danes svet, se pravi, social media. Preferira se, ne vem, dosti individualizma, mogoče, se pravi, mladi vidijo, influencerji, ne vem, tuji influencerji imajo, se pravi, tak lifestyle, biznismen je tak lifestyle, ne vem, če hočeš biti lep, moraš imeti tak lifestyle. Mogoče tukaj tak velik impact zaradi tega, pa mogoče včasih ni bilo toliko. Ne, sigurno je večji pritisk zdaj na mlade, kje bi že mogli biti, ali pa koliko bi mogli potovati, ali pa kaj bi mogli vse doseči. Pa tukaj se moški pa ženske, po moje, malo razlikujejo. Ne? Jaz sem precej stika z mladimi fanti, ki imajo probleme s tem, s visokimi pričakovanji do sebe. Ne? In kad rekaš, iz kje to izhaja, večinoma je iz interneta. Ne? Valjda. To, kar daješ takšno informacijsko dieto, kot ješ, toliko zdrav boš, mentalno. Tako da se mi zdi, da je tudi en proces posameznika, ki odrašča,
da se začenja zavedati vseh teh zunanjih vplivov, ki konstruirajo njega. Ne. Ker dokler ti rečeš, ja, lej, v kakšnem svetu živim, valjda, da hočem to, valjda, če imajo moji frendi take bunde, take čevlje, take avte. A ne, to je v bistvu neko prelaganje odgovornosti na družbo. In čeprav to drži, ti ne bo to nič pomagalo. Ne. Tako da se mi zdi, da posameznik odraste takrat, ko sprejme popolnoma odgovornost za svoje počutje, za svoje življenje, tudi če ni za vse sam kriv, je pa za vse odgovoren. Ne. In ta odgovornost, ne vem, to se mi zdi res ena ključna stvar, ki je mogoče vedno bolj primanjkuje. Ne. Kaj pa ego? Koliko ja, koliko ne? Kaj? Ja, mislim, zdaj ego mora biti, ne? Ker pač to je nek drive pri nas, ne? Se pravi, pač moraš biti mal ega moraš imeti, ne? Koliko je pa pol preveč, pa kdaj je premalo v bistvu. Ja, enkrat sem bil na eni oddaji, ki me je novinarka spraševala glede dobrodelnosti, ker jaz v bistvu že cel cajt promoviram, da bi bilo dobro javno dajati, da ti javno poveš, da daješ. In je rekla, koliko je pa tukaj vključen to, da ti hočeš dobro izpadati, Klemen, ne? Pa sem rekel, če sem iskren, je, kar precejšen del je. A ne, se pravi, mi vsi tekmujemo v tej hierarhiji, ki rečemo igra življenja. Eni si izberejo igro s kešom, eni si izberejo igro tega, koliko je dober človek, koliko sprejema drugačne in podobno, in tukaj tekmujemo, kdo je boljši. Ne. Ampak sem rekel, tudi če določene stvari izhajajo iz ega, lahko ti s to potrebo, ki jo imaš ti, vsem delaš nekaj dobrega. A ne? Se pravi, ego lahko uporabiš na dva načina, kreativno ali pa destruktivno. Ne? In verjetno ti bolj misliš, ali vsaj tako sem začutil, ta destruktivni aspekt ega, ki zase v bistvu grabi nekaj. Ampak če pogledate moj primer, jaz tudi zase grabim to, da bojo ljudje imeli dobro mnenje o meni, ki dajem v dobrodelnost. Ampak stranski učinek tega je, da dejansko dam v dobrodelnost. Ne? In če bi veliko ljudi uporabljali ego na ta način, da bi kreativne stvari delali, s tem, da bi zadovoljili svoj ego, jaz mislim, da bi bil to lepši svet. Ne? Tako da jaz mislim, da lahko tudi to silo ega, ali pa moramo jo uporabiti na dobre načine, a ne? In ni s tem nič narobe. Če predstavlja tale ego, se pravi malo v podcaste, ne? V bistvu, pa ne zdaj destruktivno, pa kreativno. Ne? Zakaj si se odločil ustvarjati sploh podcaste? Zakaj tak širok nabor gostov oziroma tematik, ki jih pokrivaš? Ne? Vemo, da so to tehnologija, ljubezen, odnosi, droge, ker je en tak širok nabor. Ne? Kje si se čutil to željo, da moš pa ti zdaj to bi rad ponesel, da drugi tudi poslušajo, vidijo? Ja, ko sem potoval sam in družbo so mi delali pač Tim Ferriss, Dan Carlin, Tim Ferriss, Joe Rogan, Sam Harris. In zaljubil sem se v ta tip medija. No. Tako, sem videl, koliko imaš lahko oseben odnos z nekom, ki ga poslušaš. Malo dlje ali pa dolžina je malo daljša, ker recimo ti si lahko, ne vem, fan nekega igralca, Brad Pitta, pa enkrat na let mogoče max pogledaš en film, kjer je on 2 uri noter. Ne. Pri podcastih ti se družiš z nekom lahko tudi 3 ure na teden. Ne. In ta odnos je tako zelo globi. In meni so te ljudje ful pomagali, čeprav se ne zavedajo, da so mi pomagali. In takrat, ko sem videl, da sem jaz tak, moja osebnost je taka, da sem rajš izpostavljen, kakor ne izpostavljen, dajmo temu reči tako. Pa recimo filozofija me je ful potegnila. Sem rekel, kaj pa če bi jaz ustvaril nek projekt, ki bi lahko kot izgovor vabil zanimive ljudi na večurne pogovore. In to je v bistvu moje vozilo za to. No.
tako da imam izgovor, da se pogovarjam z ljudmi, do katerih ne bi imel dostopa, pa da sem zadovoljil to svojo željo po izpostavljenosti. Ne. A pa si kdaj mislil, ko si začel, da bo to preraslo v tak velik koncept, projekt, kakorkoli to naslavljaš? Ja, pa sej, a veš kaj, jaz ful nimam dobrega občutka, koliko je to velik sploh projekt, ker tako dostikrat me ljudje vprašajo, pa kako je zdaj, ko se sprehajaš po ulici, pa je tako, nič ni v bistvu. Enkrat mogoče na dan ali pa enkrat na 2 dni, da me nekdo govori ali pa da omeni, da posluša. Tako da life se ni toliko spremenil, a ne? Je pa mi dal ful, ne vem, tako sem rekel, ne, a lahko jaz naredim en projekt, ki bi bil kot neko potopisno predavanje ene psihe, enega mladega človeka in gre čez neke tematike, ki njega zdaj trenutno zanimajo. A ne. Tako da vse izhaja iz mene, tako da ni bilo nikoli ciljev ali pa nikoli ni bilo nekih, tako kdo je ciljna skupina, kdo bi to poslušal. Se mi zdi, da takrat si že failil, ko tako razmišljaš. Če se pogovarjamo o ustvarjalnem delu ali pa nekem umetniškem delu. Najboljše, kar se meni zdi, je ustvarjati za sebe. A ne? In s časoma, če daš temu projektu dost prostora, pa dost šanse časovne, se bojo na njega prilimali ljudje, ki so podobni tebi. In to so najboljši možni sledilci. A ne? Ker ti se ne rabiš pretvarjati, ti vedno izhajaš iz sebe, kdaj imaš kakšno epizodo, kakšen mu ni všeč, ampak vse delaš iz tega duha za sebe. A ne? In tega me je v bistvu ful naučil projekt. In to, da sem že na začetku rekel, da ne bo imel monetarnih ciljev ta projekt, da ne bo bilo sponzorjev, da bo to moj hobi, ki ga jaz finančno zalagam in še danes ga finančno zalagam. Ne? Pač te stvari, prej smo se pogovarjali, ne? To je zdaj 6 ljudi, ki dela na tem projektu in to vse stane, a ne, oprema stane, ampak čuden mi je, da je to ljudem čuden. Zato, ker ko ima nekdo hobi, ne vem, potapljanja, pa reče, ne vem, grem na Havaje se potapljati, pa to stane toliko, reče, ja, to je njegov hobi, to pač rad dela, valjda, da stane, a ne. No, to je isto, je pač ta projekt za mene. Čeprav, ko praviš, da ni, ne, se pravi neke monetizacije, oziroma ti ta projekt oziroma klasificiraš kot nek strošek, ne, ker ti ne prinaša nekega denarja. Pa me zanima, sem pa opazil, v bistvu, da imaš pa tale neka Patreon zadeva, varianta, da si lahko neke epizode prej pogledaš, če plačaš. Ne. Koliko je pa to v Sloveniji tega? Ker se mi zdi, da za eno je celo, mislim, da enkrat mesečno kosilo s tabo. Koliko Slovencev je to že izvedlo? A je kjer? Ja, to je subscription. Ne? No, to mislim. Mislim, da je 100 evrov, pa 3 so zdaj gor na temu. In gre to vsak mesec na kosilo? Ne, sam z enim grem. Aha, okay. Dva sta rekla tako, lej, hočete sam supporta, če už ne imel daj čas, gremo. Drugače pa to je v bistvu nek tak moj eksperiment, a bi se dalo ustvarjati neki brez da uporabljaš sponzorje. A ne? Se pravi, moja ideja je nekako, ki izhaja iz enega članka Kevin Kellyja, 1000 True Fans je naslov članka, tako da vsem ful priporočam, tak kulten članek. In on tam argumentira, da za ustvarjanje česarkoli na internetu, da je dovolj, da imaš 1000 pravih fanov. Ne? In on pravega fana opredeli kot nekdo, ki ti da vsaj, ne vem, $5 do $10 na mesec. Ali kup tvojo plato, gre na koncert, karkoli, pač s cashom te podpre. In to ni toliko, ker mi imamo ponovadi ful večjo pričakovanje. Rabim 100,000 ogledov, rabim ne vem koliko fanov. Ne. Ti rabiš v bistvu samo 1000 pravih fanov in to napada to idejo, da ne greš pri ustvarjanju na široko, pa plitvo, ampak da greš na ozko pa globoko. A ne? In to je nek eksperiment moj, če lahko pridem do 1000 teh fanov, ki bojo dali, ne vem, 5 evrov na mesec. In ne dobijo nič, razen par dni prej, mogoče epizodo. Ni nič, nobena vsebina ni zaklenjena, ne moreš kupiti nekega hudija. Ne, tako da to je moj
eksperiment, ki bi rad, da je uspešen, da tudi ostalim ustvarjalcem se pokaže, da se ne rabijo nujno prodajati podjetjem, ki niso čisto usklajeni z njimi, zato da preživijo pa delajo to, v čemer so strastni. Ampak tukaj je treba narediti preklop v glavah, v glavah ljudi, ki konzumirajo vsebino na internetu, ker tako kot je ekosistem na internetu zdaj vzpostavljen, nas je vse razvadil na način, da je vse zastonj. Vse mora biti zastonj in jaz bom gledal oglase in s tem bom v bistvu jaz plačal tega, ki je ustvaril to vsebino. In to ne rabimo iti zdaj v to debato, ampak to se mi zdi, da je ful destruktiven poslovni model za internet, zato ker na to krvneh uničuje vsebino. Ker ti v bistvu moraš senzacionalne vsebine ustvarjati, clickbaiti vsebine. Težko je enemu novinarju 6 mesecev posvetiti pa narediti en ta prav research in članek, če gre to v 5 minutah mimo čez social medijo. Ful boljše neke trače pisati. Tako da to daje signal v ekosistem, kjer vsebina je dobra in ponavadi ta vsebina ni tako dobra. Tako da jaz ustvarjalce, kadarkoli je mogoče, tisti, ki so mi res blizu, probam tudi nekako monetarno podpreti. In kaj se ugotovite tega eksperimenta v Sloveniji zdaj? Mi smo tudi, pravi se, da so Slovenci dosti zaprta družba, kar se prije glede takih tematik, a uspeva, je kaj iz tega? Mislim, 1000 jih še ni, mislim, da smo zdaj na 200 ljudi, ki to pač mesečno podpira. Ampak jaz bi tako rekel, da ta projekt je itak mal širše prinaša meni, ne samo finančne stvari. Recimo to, da sem jaz danes tukaj, se s tabo pogovarjam, mogoče bom nekoga spoznal, ki bomo pa nek biznis naredili. Mislim, to je vse spet so te točke, ki so nepredvidljive in treba je to razumeti in jaz to mislim, da razumem, da sem se lahko lotil tega projekta tako, da sem to keša noter dal, ne toliko dobil nazaj, ampak dobil sem ga pri ostalih aspektih. Pri odprtih vratih pa teh zadev. Ja, ali pa ne vem, jaz pa Andrej Lončeva, Astra AI, se on ima full followinga na Astri, ampak sva posnela epizodo. In to je bil dovolj močen začeten push, da sva rekla, ok, tukaj je nek traction, neki subscriberji, validirala sva idejo na trgu in to lahko v bistvu uporabljaš za launch stvari, ki jih imaš v svojem življenju. Tako da ne bi rekel, da je minus generalno, ampak finančno. Ja, seveda, vsekakor. Sej verjetno je point bil to, da ti platforma, ki jo ustvarjaš, odpre neke nefinančne poti. Ja, glede na osebno rast in neko sorazmerno rast. Ja, pa tudi ta knjiga, sej, a veš, če ti priješ na Mladinsko knjigo pa rečeš, jaz bi rad, da izdate mojo knjigo, bo rekel, sorry, kdo si? Kaj je bilo pa lažje, Da se to me zanima zdaj glede knjige, ko si omenil, se pravi, a bi ti knjigo vse napisal, če ne bi imel podcasta? Ne. Ni bila nikoli neka želja v sebi, da bi pa nekoč knjigo izdal, ampak je bilo to nekako pogojeno s tem, ker si pač ustvaril podcast, tokimi gosti, nekako si potem tukaj razvil idejo za knjigo. Ne, mogoče moram malo popraviti, se pravi, ne bi jo zdaj izdal, ne bi jo pri 33 izdal, definitivno ne, ampak vedno je bila v meni želja, to sem tudi na začetku knjigi napisal, da sem imel vedno neko tako predstavo sebe, da sem star 60, 70 in tam pod neko palmo pišem knjigo. To se mi je zdelo tako, ok, naredil sem, kar sem naredil, zdaj bom pa zapisal to, kar vem, kar mislim, da je resnica. In pisal sem jo tudi pod palmo, vse je bilo isto, ampak ful prej, pa nisem jo pisal z duhom, da jaz karkoli vem, ampak sam kot nek dnevnik, kar se mi zdi, da je resnica zame trenutno. Tako da podcast je mogoče to sam mi malo naprej potisnil, da se je to malo prej zgodilo. A pa bi rekel, kako je napisati knjigo? Kako je to pisati? Ti si prej rekel, se pravi, da ne rad imaš neke deadline oziroma da te to povzroča neke dražljaje, ki ti niso pač najboljši. A sem to rekel? Tako sem se razumel, če sem tako razumel, pardon. Ampak se pravi, da pač tu si bil nek deadline, dokdaj moraš verjetno knjigo napisati.
koliko si tega lotil, zdaj nasledil sem si nekaj koči pisal, se pravi, da si iskal en prostor, od tega vrvež, da se malo domakneš. Ja. Kako je bilo to? Ja, ful zanimiv proces. No, tako, jaz sem dobil deadline strani založbe in ker sem vedel, da bom imel 100 poglavij, sem lahko zelo enostavno zračunal, koliko poglavij moram napisati vsak dan. Ne. In to je bilo takrat, ne vem, 1,2 poglavja na dan. Ne. In pa so dnevi minevali, ker nisem nič pisal in to se je premikalo pač gor, ne, ta številka. Vedno več bi mogel napisati vsak dan. Ne. In takrat sem začutil ta pritisk tega projekta. Ne? In sem videl, da v Ljubljani, tako kot živim s tem lifestylom, kot sem ga imel, da to skoraj ne bo mogoče. Ne? Ker vedno nekaj pride vmes, da gremo na ta sestanek, gremo to delati, gremo uno. Se bom zvečer pol pisal. Ne? Zvečer nimaš te mentalne kapacitete, saj jaz je nisem čutil. Tako da sem rekel, zdaj moram nekaj drastičnega narediti in sem na Instagram postil story, da iščem neko čim bolj odmaknjeno kočo. Lahko je tudi brez interneta in da bom pisal knjigo tam. In potem so se mi javljali neke osebe in nobena ni bila tako res primerna. A je bila zraven nekih drugih hiš, ni bilo čisto na samem. Ne. In potem sem šel že bukirati karto za Kreto in sem rekel, bom jaz na Kreti to napisal. Tja se tako vsako leto vračam in je nek tak otok, ki mi je ful blizu in prav specifično ena vasica. In tik preden kliknem, da kupam to karto avionsko, mi napiše en gospod in mi pošlje slike te koče in to je bilo perfekt. In je rekel, lej, jaz vodim ta Airbnb, lastnik tudi posluša podcast, mi da ti to dava za ston. In jaz tako, lej, nekaj se bomo zmenili pač za finančni del, ampak ful hvala, sprejmem. No in pa sem 3 mesece v bistvu pisal knjigo v tej koči. Z mano je bil Kuža, Zen. In ker sem prišel tja, sem rekel, ok, ene napake ne smeš narediti, Klemen, da si tukaj, pa da recimo te potegne slučajno v nek Netflix ali pa neke take pizdarije, ne? Pa Instagrami, pa ne vem kar. In sem se jaz odločil, da raziščem, kako bi bilo to možno vse blokirati. Ne? In najdel sem nek app, ki se mu reče Freedom app, kjer ti v bistvu IP-je vseh teh distraktorjev blokira. In naštimil sem si, da mi samo za 1 uro, mislim, da med 7 pa med 8 odblokira, lahko stvari prečukiram, pa potem nazaj zablokira. Ne. In prve 3 dni lahko rečem, da je bilo zelo, da sem imel neko abstinenčno krizo, ker sem skozi ta telefon nekako, kje je, ne, se pravi, tako, ker nekaj mi je manjkalo, odprem nezavedno telefon, kliknem na Instagram ikonco in dobim ono, da je zablokiran. Ne. In nisem mogel verjeti, kolikrat v 3 dneh sem to nezavedno naredil. To mi je bilo neverjetno. Prav nek demon znotraj mene je ugrabil moje telo in dal ga na avtomatiko in probil dobiti nek dopaminski fiks, ker je bilo težko pisati. Ne. No in po 3 dneh je to začelo odpadati, pa tudi tako čisto odpadel. Tako da je bil telefon cel dan tam na kavču v nekem kotu, niti mi ni bil zanimiv, ni mi bila zanimiva naprava, pol je pa stekal, ne. Pol je pa bilo tako, dnevi so bili tako zelo vojaško organizirani, kdaj se zbudim, pol malo meditacije, grem ven s psom, naredim si zajtrk, pol pišem do kosila, si naredim kosilo, ne. Tako, zelo lepe spomine bom imel na to obdobje, ko sem pisal to knjigo. No. Tako da To je pa med tem času skrbel za ostale zadeve, se pravi neke tekoče sestanke, stvari, ki si jih pač imel, ki so vezane na te naprave, noben. Ne, v bistvu dal sem si out of office na mailu. Za 3 mesece. Za indefinitely, ja.
pa out of office celo na Instagramu. A to je tudi možno. To je tudi možno, ja, tisti, ki ne veste. Se pravi, ko ti nekdo piše, lahko avtomatski reply pride, hej, ne bom odgovoril, samo to, da veš, to je to. Kar se tiče pa teh profilov okoli podcasta, to pa je itak ekipa vodila in se s tem sploh nisem ukvarjal, tako da to je vse potekalo normalno. Ja, v bistvu očitno je bilo teh 3 mesecev zelo uspešnih, a ne? Ker nekaj sem zasledil, da si prebil, da je bila knjiga najbolj prodajana ob izdaji. Ste naredili še ponatis? Ja, prvi dan je bila Prvi dan, no. najbolj prodajana, mislim, da v zgodovini Mladinske knjige, ampak to smo mi tako naredili, ker je bil tak zelo velik push, ne? Ampak ja, zelo sem zadovoljen bil z odzivom. Zdaj pa, če bi še za konec, kaj bi svetoval, glede to, da imamo živo publiko? Neke stvari, ki si jih sam zdaj osebno zrastel, se pravi občutil, neki taki nasveti močki, da jih usmerijo študente za naprej. Kakor želiš, nič tukaj nominiram. Ne, to vprašanje vedno dobim na takih dogodkih. Vedno. Mislim, da mora biti Kaj bi taki svetoval dogodki. 20-letnemu sebi? Zato imam odgovor pripravljen. Odlično, super. Ja, nasvet je, da ne upoštevaš nasvetov. Ne. Vključno tega, ne. Zelo filozofski pristop. Ja, zelo tak zenovski, ampak to mislim, da je resnica, zato ker vsak bo tlakoval, ali pa nekako vsak bo šel po svoji poti, ki je zelo individualna. In jaz mislim, da se moraš paziti ljudi, ki ti dajo nasvete, ker tega je danes kamorkoli pogledaš. Ne? Vsak ve, kako živeti, vsak ve, kako dober biznis delati, kaj moraš narediti, kako moraš trenirati, kako moraš jesti. Ne? In odpreš TikTok, ne, milijon enih gurujev. Mislim, tako res prežet je svet s temi nasveti. In če kot posameznik padeš v to, ne, se mi zdi, da imaš malo daljšo pot do sebe. S tem ni nič narobe, včasih nekdo rab malo daljšo pot, ampak jaz bi sam to rekel, ne, da greš s pogumom po svoji poti in zaupaš, da se bojo te točke, ki smo jih danes večkrat omenila, nekako same skonstruirale. Je super, Klemen, ful ti hvala, nek si vzel čas, pa si prišel na Ekonomsko fakulteto predstaviti svoje vidike. Meni je bilo ful veselje.